Živijo, Borut Lesjak tukaj. Moj uvid po današnji meditaciji je spet izredno močen, ker je bila meditacija zelo močna. Velik del tega uvida je nežnost, ki jo ustvarjam in se jo učim ustvarjati skupaj s samo ljubeznijo, ki se jo učim. Moj osebni uvid danes je bil ta, ali pa moja lekcija, ki sem jo dobil, karkoli sem se že naučil, je bilo, da znam poskrbeti za sebe, tako da vstopim v svoje telo, da imam v telesu svoj dom, da je v telesu moja moč, v telesu izviram, sem prizemljen in v tem gradim, potem lahko karkoli želim ustvarjati in manifestirati tukaj v tem življenju. In to, da si dovolim čutiti, da si dovolim vzeti si trenutek za sebe na nežen način, ne da bi se ukvarjal takrat s čimerkoli ali pa s komorkoli drugim, ko si vzamem čas za samo ljubezen. To, če je to minuto na dan, to, če je 1 uro na dan, ni pomembno. Tega se danes sem se naučil malo več. In kar se tiče kolektivnega, sem pa dobil danes tudi izredno močno intuicijo, da je moje močno poslanstvo, da nekaj, kar me bo izpolnilo, kar je res moja srčna želja, sodelovati pri tem in poskusiti ustvariti neko povezanost, neko skupnost vseh, ki se želijo pridružiti tej skupnosti. In ta skupnost osnovna namera te skupnosti je enost. Se pravi, čutenje enosti, čutenje izmenjave med vsemi bitji, med vsem, kar obstaja, celotno vesolje. In vsi naši problemi izvirajo, po mojem mnenju, ker ne čutimo te enosti. Zelo posmehujemo se ji lahko, ker je ne čutimo. In vsak jo bo čutil na drug način, nujno, da sploh temu rečemo enost, lahko rečemo temu čist nekaj drugega. Gre za to, da enkrat bomo prišli vsi skupaj, vsa bitja skupaj. In to je raj tukaj, na zemlji, v tem življenju, raj. In to ne pomeni, sploh za mene, to ne pomeni, da bomo popolni, na kakršenkoli način si lahko zdaj predstavljamo popolnost. Še vedno bomo imeli mogoče zobobole, ali pa tudi ne, ali bomo jezni, bomo čutili žalost. Recimo, še vedno bomo umirali, in ko nam bo kdo umrl od bližnjih, bomo čutili žalost in bomo vedeli, da je to naravno. Vse bomo vzeli za naravno, ker vse je naravno, ker po definiciji ne more biti nenaravno, ker vse, kar obstaja, je narava. Tudi vsa civilizacija je narava. In ljudje in vse, kar ljudje naredimo, vključno z vsemi stvarmi, ki se jih teorije zarot dotaknejo, vse to je naravno, tudi če je res ali pa če ni res. In sploh ni pomembno. Že nekaj časa se ne ukvarjam s tem, kaj je res in kaj ni. Ker verjamem, da živimo v vesolju več resnic. No, v glavnem, poskusil bom pomagati soustvariti skupnost enosti. In vsak bo dobrodošel, kdor bo želel sodelovati, čutiti to, izmenjavati s to skupnostjo. In to je vse. Nobenih posebnih pravil ne bo in verjamem, da veliko takih stvari že obstaja, da ne bom prvi in edini. In verjamem, da če bomo najprej še vedno malo omejeni in bo več takih skupin,
da se bomo slej ko prej tudi te skupine potem med sabo povezali in povezovali, dokler ne bomo na koncu res vsega skupaj povezali. Tako ali drugače, spet tudi moje predstave, ki jih imam, moje vizije, se bojo mogoče na koncu čisto drugače uresničile, kot jih zdaj vidim, ampak začutil sem močno, da je čas za ta naslednji korak. Hvala, da ste bili priča, ko sem podelil to, in se ujamemo spet kmalu. Srečno.